Dober večer. Lepo pozdravljeni v Univerzitetni knjižnici Maribor na zasedanjih s knjigami. Najprej lep pozdrav Bojanu Sedmaku, ki je današnji gost. Potem pa vsem vam, res lepo vas je videti v skoraj polni Glazarjevi dvorani. Danes predstavljamo knjigo avtorja in knjigo z naslovom Slej ko prej za vselej. Knjiga dnevniških zapiskov je šla pri Kulturnem centru Maribor z knjižni zbirki Frontier. Urednik zbirke oziroma direktor založbe je tukaj in bo tudi povedal par besed. Knjiga nosi letnico 2022. Na nek način je trilogija. Boš, Dušan, mogoče ti povedal kaj več, vse so išle pri vas o tej trojki, potem pa spregovorimo še o vsem ostalem. Izvoli. Spoštovani, lep dober večer tudi z moje strani. Kulturni center Maribor, knjižna založba Kulturni center Maribor ni zgolj poslovni sistem, ni samo knjižna založba, temveč je predvsem zgodba ključnih ljudi, ki so to sceno, to zgodbo pričeli delati v začetku 80-ih. Eden izmed ključnih ljudi te zgodbe je tudi Bojan Sedmak, za katerega se verjetno tudi večina vas, glede na približno moj letnik, kolikor opažam, spomnite, da je nastopal tudi v zgodbi za osamosvojitev v galeriji 8.8 in kasneje v NKC-ju sodeloval pri katedri. In seveda, mi smo izredno ponosni, da lahko izdajamo ključna dela Bojana Sedmaka, tudi na glasbenem področju. Naprimer smo izdali CD Mešani na žarkih in pa vinilno ploščo z nosilca na nosilca. Ne z nosilca na nosilec. Trilogiji pa tako. Jaz mislim, da bo to trilogijo, glede na to, da Bojan je v zadnjih 10 letih izdal množico knjig pri različnih založbah, mislim, da mi izdajamo ključna dela tudi na knjižnem področju, kajti eseje in pa dnevniške zapise bodo še bodoče antropologi z veseljem in pa drugi raziskovali. Jaz vsem vam želim prijeten večer, vama pa sproščen in navdihujoč pogovor. Izvolite. Hvala. Bojan, jaz se ti najprej zahvaljujem, da si me povabil, da se danes pogovarjam s tabo. Jaz sem počaščena, pa upam, da bo priredila neko prijetno vzdušje. Verjamem, da ga bova. Rada bi te na začetku predstavila. Pravzaprav sem si zamislila ta pogovor kot pogovor najprej o tebi, pa o tvojem široki dejavnosti, potem pa pogovor o tej knjigi. Ampak čisto za začetek te bom vprašala, še pišeš dnevnike, bomo mi pod datumom 26.1.2023 kje zapisani? Ne. Nekaj sem nehal s tem, ja. Nehal, se pravi, danes ne bo dnevniškega zapiska. Nič ne bom vprašal. Na začetku mi dovoli nekaj besed, da te predstavi. In sicer bi te najrajši predstavila z besedami nekoga drugega, in sicer Melite Forstnerič-Hajnšek, ki je na zavihku ene od tvojih knjig napisala o tebi, da si ustvarjalni vsejet, polivalentnež s presežkom talentov, duhovit, sistematičen kronist, premišljevalec, kritik, medijski maček, avtobiografski opazovalec sveta in sebe v njem. V vseh žanrih in vseh legah pa je skupna tvojemu pisanju in delovanju strast, pravi ona. In mislim, da se to kaže skozi tvoje zapiske in tudi skozi to, o čemer bomo danes govorili. Čist nekaj malega še o bibliografiji oziroma o tem, kar si izdal. Dušan je nekaj že navedel. Jaz bi pa mogoče povedala to, kar se v vseh zapisih o tebi pravzaprav pojavlja, in sicer, da je kljub temu, da si ogromno pisal že prej, na različnih koncih tvoj prvenec je šel šele leta 2012, če ne zameriš tega šele. Pravzaprav relativno pozno, ampak ko pa je šel prvenec, je pa kar deževalo. Od takrat naprej je knjiga skoraj vsako leto ali pa kako leto tudi dve, ali pa kak drug produkt natisnjen. Začelo se je z pesniško zbirko Tisto, pri Literi je izšla,
In pesniških zbirk je tudi največ v tvojem opusu knjig, ki so potem izhajale. Zamahi med belo-rdeče pesnitev za dnevno rabo 2014 pri založbi Pivec, Mobi poljubi, moji ljubi 2016, Klub kulturnih ustvarjalcev Kuku, Mraken ali bitje po noči 2018 spet Litera, Imenuj zrak 2019, Zavod Volosov hram, Violina v vodnjaku Litera 2021, Bitja in števila lansko leto Obzorja. Pa upam, da nisem katere spustila. CD-ja, ki jo je Dušan že omenil, Mešanje na žarkih in z nosilca na nosilca, ki je šla pri kulturnem centru. Potem so pa ena taka zaključena celota Boani, ne? Boani so aforizmi in sentence, ki so izhajali pri e-besedah, pri e-besedi v Ljubljani. In sicer leta 16, 17 in 19, prva nosi naslov 1001 Bojan, druga 999 Boanov. 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 Boan, koan, Okay, boan. dobro, to je bistveno, verjetno. Na glas je. Pa 1000 Boanov. Ja. Potem pa še knjiga z naslovom Izbor svetilnih in svetovnih boanov, 21 Mariborska literarna družba. In pa te tri knjige, ki smo jih zdaj že omenili, se pravi ta nekakšna trilogija dnevniških zapiskov, ki pa niso samo to. Ta knjiga pravzaprav res vsebuje več ali manj dnevniške zapiske, medtem ko prejšnje knjige vsebujejo tudi kakšne ponatise kolumn, recimo, oziroma so pač bolj raznovrstne. Zdaj, če se iz tega vidi, kaj je to, kar sem že omenila, da knjige od takrat, ko izhajajo v neverjetnem ritmu pravzaprav, pa vidi se še nekaj, tudi to, pri čemer sem jo popravil, da so tvoji naslovi neka posebna kreativnost pravzaprav. Trilogija namreč Zdaj, zaprej, pozneje, potem Za zdaj, že kdaj in pa Slej, ko prej, za vselej. Ta se zdi zdaj nekako, ne vem, ali je to dokončna, oziroma ali to pomeni konec pisanja dnevnikov, ali ne? Ne, dnevnikov, ja, ampak... Dnevnikov, ne, knjig pa ne. Ne pa teh čudnih naslovov. To pa verjetno res ne. Ja, hvala za to predstavitev. Bi ti pokomentiral mogoče, kaj ta tempo tistega dolgoletnega pisanja, razpršenega po revijah, po drugih, bova šla potem na posamične tvoje dejavnosti, ampak kaj se ti je zgodilo 2012? Ja, rekel sem si, da enkrat treba začeti, pa sem se odločil pač, da bom pisal knjige, no, tako, in zdaj pač pišem. Zelo preprosto rečeno, ne. Ja, dobro odločitev. Zgodilo se, kaj pa vem, marsikaj, ne, tudi v teh letih, ki bomo ni govorila, tako da ti predajam, ajde, vodenje. Ok, vse ta knjiga pravzaprav vsebuje dnevniške zapiske iz obdobja med letoma 2009 in 2013, to se pravi ravno to obdobje prvenca, kar je tudi zanimivo pravzaprav, ker pišeš o tem, kako je prvenec nastajal, kako si ga sestavljal in kako je potem dejansko išel v tem letu. In seveda ob vsem drugem. Ampak dajmo najprej mogoče nekaj o tem, kar je zapisala, mislim, kar je Melita imenovala polivalentnež s preseškom talentov. To bomo zdaj moral vse v temeljit, kaj je napisala. Madonna je napisala. Ne, dobre mogoče boš napisala, sej. pokomentiral. Ja. Skušala sem zbrati dejavnosti, ki se kažejo skozi čas v neke enote, pa tudi pogovarjala sva se pravzaprav o njih na ta način. Nekje na začetku je med temi javnimi tvojimi dejavnostmi oziroma ustvarjalnostmi Klub mariborskih študentov v Ljubljani. Po mojem ti je ljub, najbrž je vezan na študij. Res je. Tudi ta zadnja knjiga pravzaprav na začetku govori o izdaji knjige mojega dobrega sostanovalca iz Kluba mariborskih študentov, Borisa Kolarja, ko je izdal svoj prvenec Iqbal Hotel. Mi smo ga predstavljali v, mislim, da KGB-u, in je zelo natančno dnevniško zapisano, kaj se takrat dogajalo, pa tudi kaj se dogajalo v klubu, ki je bil res ena posebna zadeva. V začetku 80-ih, prvih 5 let 80-ih je ta klub tam v Ljubljani, v Rožni dolini, funkcioniral kot civilno-družbeni prostor, ki je bil umeščen kot vsi ostali v, bi rekli takratno, pač naskakovanje že proslulega oziroma umirajočega trupla bivšega sistema.
smo imeli mogočne avtorje, ki so tam prihajali in glasbene in pisateljske in to zelo postmoderno že takrat, kar pomeni, da smo dali zavetje pankovcev, ki so jih metali iz Ljubljane, pa tudi hkrati čez teden dni pa zbegali publiko, s tem, da smo povabili Ota Pesnerja in New Swing kvartet, tako da ljudje niso čisto vedeli, zakaj gre. Ni bila lokalno-patriotska zadeva, bila je zelo navdušujoča. Poleg Borisa je tam bil še potem Miha Lamprecht, direktor bivši, se mi zdi, da radija Maribor Vitomir Babič, in to je bilo eno obdobje, ki ga ne bom pozabil, ker jim je dalo izhodišče za številne stike takrat v Ljubljani. Takrat so se vrstili ljudje, ki so danes pač tudi še zmeraj prisotni v medijskem in splošnem kulturnem prostoru. Teda res, to je res bilo obdobje, katerega sem ponosen, ker je formiral. In takrat v prvi polovici 50-ih, 80-ih, sem enostavno bolj živel v Ljubljani kot tukaj, čeprav se pa tukaj se mi zdi, bo to znala mogoče Darka potrditi, pa Dejan začela katedra nekje 84-85 in se uveljavila kot močno orodje proti takratnemu sistemu. Teda sem bil v tistih letih malo stran od katedre, kateri sem pozneje prišel, ko je bila že osamosvojitev izpeljana, teda kar zadeva te družbene aktivnosti. To sem ti mislil v naslednjem, mislim, ravno na to sem hotela navezati, ti si pisal tudi veliko kolumn. Skozi daljši čas je bila katedra prva ali si začel kje druge? Ja, katedra, ampak so bile že tudi Boris Javševič, Hrabro, oštro, dostojanstveno je bilo, so bile kolumne, pa potem so bile v katedri, pa v Novi dobi, mislim, da je takrat Braco Zavrnik tudi pokojni urejal Novo dobo celsko, tako da so se kolumne znašle v eni izmed teh knjig, prvi tej, tudi med drugim, kolumne, Pozneje sem opustil kolumne, tako da v 90-ih so se kolumne nehali in se potem bolj usmeril v kakšne priložnostne eseje ali pa zapise, naprimer za kakšne monografije. Recimo zdaj za tole stoletnico Narodni dom, pa stoletnica slikarjev, recimo Dluma, potem je bilo kaj še, pa Brenko smo zadnjič tukaj govorili nekaj, pa take stvari se nabirajo, in v raznih revijah, časopis, zdaj prihajam na nabiralnik, recimo Nova proga, revija za železnico na ime mojega pokojnega očeta in že leto dni razmišljam, kako bi to jaz odpovedal, da bi vse spremenili na moje ime, ker bi jo še rad dobival in se odločil, da jim bom poslal eno prošnjo, ne mi pošilja, še zmeraj zastojn. In jaz bom pa napisal en esej o svoji ljubezni do vlakov. In tam bo en taki članek išel in potem bo to se nabralo in potem bom spet kje kaj objavil. Si tako rekoč sin železničarja, pravzaprav, oziroma ta proga je vezana na očetovo službo. Radio je tudi ena taka točka, kjer si se ta medijski maček, Melitin, se verjetno tudi na to nanaša, pa tudi na časopisje. Je tu marš začetek ali kaj drugega? Ja, marš in ta suverenost, da sem lahko bil, recimo, popolni gospodar svojih izborov predstavitve knjig, to so bile tudi kolumne pravzaprav. 1 ura oddaje, v katero sem prinesel glasbo in lahko tudi na ta račun po mariborskih knjigarnah dobival knjige na vpogled, tudi nekatere potem tako zadržal. In 1 uro malo vrtel glasbo pa govoril. In to je, kar se potem nabralo teh oddaj. To je bilo eno tako. Plus seveda za tisti, kaj je že bilo, Peter Tomaž Dobrila je imel eno oddajo, tam sem pa tudi imel tele eseje, ki sem jih pozneje tudi zbral, tako da se razklopljeno marsikaj, to, kar je drobiža. Ni pa bilo pred temi knjigami nikjer, tako da bi bilo zbrano skupaj. Da sem se odločil, da nekje pa bi bilo dobro, če je skupaj narejeno. Ampak ni pa samo esejistika, tega sem kombiniral dnevnike, esejistiko, članke, različne vrste besedil sem proučeval, različne vrste besedil. To me veseli, različne vrste besedil. Ja.
Si radijske igre tudi pisal? To pa si ne, jih omenil nisi. to moraš pa bolj tako moče vprašati, kaj. Bom vprašala Boruta Guza. Pa še koga tam. Ja, seveda. Ja. Ena taka, mogoče malo manj vidnih tvojih, pa vseeno po mojem tak časovno kar obsežnih dejavnosti je lektoriranje. Ti si študiral slovenščino in filozofijo, slavist in si veliko lektoriral. Mene zdaj zanima po eni strani, kako pač vidiš to početje, ampak predvsem me pa zanima, ti si tu v poziciji lektorja včasih pa tudi v poziciji lektoriranca, glede na to, da pišeš pa izdajaš knjige. Kako se počutiš v tej relaciji? Sodišče v tej knjigi nisem lektor, zato je tudi nekaj napak, ampak ne bi se zdaj hvalil s tem, ker v bistvu sem opustil to, ker me je to, ne, dovolj je kot profesor, da ocenjujem eseje, dijakom, to so na stotine stvari. Tu je pa tako, kot sem že večkrat povedal, ne, da ljudje ne vidijo truda vloženega, ne, vidijo pa vsako napako, ne, in to je tisto, kar se potem daje, ne. In ni knjige brez napake v resnici, no se mi Smo pa delali marsikaj že, tako da smo lektorirali, mislim, koliko je tega bilo, ja. Ko drugi lektorirajo tebe, imaš s tem problem ali ne, kot slavist? Moti me, če v stil posega. Eno je pravopis, formalno določeno, kar mora biti pravopisno, drugo je pa slog in stil. In če sem jaz enkrat napisal, ne vem, za večer, da je cena nizkotna, ne, sem napisal, da je nizka, ne, pa sem jaz bistvo je nizkotna, ker je predraga knjiga. Vse prej kot... To je stil, ne, to ni za nič narobe. Pravopis je pa tako, da se več tem ne ukvarjam, ker je naporno delo, ne. Ja, to se predstavlja, ne. Natančno delo in je pa bilo marsikaj. Tam je bilo zgotovo z nosilca na nosilec, ne? Ja, to je zdaj tako, v bistvu. Vem, da ne, ampak... Glejte, tako bom rekel, če imate časa minuto za slovensko, ne, če imate sklanjatev živih stvari, se ujemajo v drugem in četrtem sklonu, ne, kot človek človeka, ni človeku dam, človeka vidiš. Če imaš pa mrtve stvari, kot je naprimer avto, se pa v prvem pa četrtem avto je, avto ni, avto dam, avto vidim, ne. Jaz sem mislil bolj na šerpe, kot pa na nosilce stebre. Tako da, ljudi, ki nosijo nosilce na nosilce živega, ja, to sem mislil, ne. Sicer pa, bi bilo, seveda, če bi bil to nosilec betonski, bi bil z nosilca na nosilec, tako. Mimo grede, pa ne bi zdaj. Vsakemu teh naslovov je besedna igra, tako rekoč, ne, pa tudi v tekstih veliko krat, tako da je treba ujeti nek ritem tega besedila, po mojem, tudi pri lektoriranju, ne. Ja, pa se pravi, ne več, hvala, če ima kdo karkoli, lahko preusmerim, pa povem kdo kaj, ne. So pa bile zadeve na zadnje, kaj je bilo Zoran vsem predinu, pa bilo je od prvega internetnega romana, ki jih je pisalo 15 ljudi, je bilo treba 15 različnih stilov, danes uveljavljenih pisateljev, ne, skupaj spraviti. Prve knjige, Toma Križnarja, potem so bili, mislim, nabralo se je knjig, potem pa diplomskih in... Zdaj pa je to pač kar... Imaš še kaj? Kar kot imam. Lektoriranje ne več, prosim. Oprosti. Ne, pa druga stvar, ki pa je bolj vidna vsekakor od lektoriranja, to pa je kantavtorstvo. To ti bo ljubše. Ja. Ne, kantavtorstvo pa zdaj seveda, vemo, kaj pomeni. Pomeni pisati za sebe in sam izvajati. Ti to oboje počneš, pa videti je, da zelo rad. Danes niješ kitare zraven, ampak veliko krat jo imaš. Pišeš pa tudi za druge songe. Ja, pozabila si tam, ko si rekla, da piše za sebe še ta vrstni red povedati, da kantavtor piše besedilo, piše glasbo, sam poje in tudi sam sebe posluša. Tako da, to je posebna pasma, to je posebno pleme slovensko kantavtor. Naknadno se poslušaš, hočeš reči? Kakorkoli, že ni ravno nekaj, kar bi se poslušalo, ampak kantavtor v smislu enega instrumenta, ali so to gusle, ali je to samo kitara, kar sem jaz vedno počel. Zdaj vprašanje je, koliko je kantavtor dol, ki ima za sabo band, ne, pa dela z bobni, pa z basom, pa že, ne, tak, tudi so se rad. Ampak jaz sem se vedno držal, da lahko samo z glasom, pa z kitaro, recimo, ne, ali pa s tem nekaj poveš. Zato sem tudi to vrstne plošče sam posnel, oziroma te komade naredil, pa jih tudi nameravam, tudi naslednjo zadevo narediti tako. Kar pa je bilo treba dati besedilo, pa glas, da sem dal pa drugim izvajalcem, da so drugi se potem s tem ukvarjali, pa
Ja, rockerji pojejo pesnike in ostale, ne? In Ja, očice tega se nabralo na nabralo tisti. tudi, ja. No, ni tako zelo se nabralo, ampak so pa ljudje, ki se spoznajo na posel, to delali ne, fino. Tako da mislim, da imam celo nekaj tu s seboj. Tako da. Kantavtorstvo ima tudi dolgoletno tradicijo, pa neko prihodnost tudi, pa neverjetna količina ljudi se s tem ukvarja. Če bi vzel v Sloveniji, recimo, pa posod je kdo, ki to počne, ne, in vsak ima vsaj eno ali pa dve dobri pesmi, ne, ki bi lahko bile antologijske, ne, mogoče pa nekateri potem res naredijo tako kot Adi, ki ima 350 stvari, ne, ali pa tako kot Brecli, ki jih ima, ne vem, 40, vse življenje, recimo, 50 pesmi, dobro, pustimo buldožerje, ne. Torej, količina je tudi tista, ki nekatere kantavtorje pelje potem v profesionalizacijo, pa da s tem živijo, ne. Predin, Lovšin, Kreslin, ko so, ampak to so že potem bendi, ne. Klubu mariborskih študentov pa si verjetno, ne vem, tem najboljšim je težko rečem, Pengov je bil zraven, ne. Mislim, Pengov je bil del tiste scene. Pengov je na vse nas vplival. Jaz sem imel to čas, da sem njegovi sobi stanoval, oziroma sobici zelo tesni in mu čuval to njegovo lutnjo, ne. On pa je vedno prihajal tja rad v klub, pa vplival na mnoge, seveda, ne, kot pa je kantavtor svojo nežno glasbo, ne vem, taki mit je nastal iz njega in tudi upravičeno. To je posebna zgodba, lahko bi o Tomažu še pa še. Tu omenjam, recimo, da je prišel v klub, ko so imeli punkerji svojo debato o družbeni angažiranosti poezije, ni bil čisto pri sebi, kakor večkrat žal, in je sekiro vzel, ki smo imeli v klubu za sekanje drv, ne, in je tako zelo zbrano publiko, ki je debatirala, zasekal za sekiro v tisto konkišta, se rekla, ne. In tako so vsi so utihli, pa rekel, kultura, ne, to je predvsem žito. Vsi punkerji so kar tako se pobrali, vsi neka sekiro so punkerji bežali pred Tomažem, ki je bil lirična, nežna duša. Zelo. Ampak kultura je predvsem žito, ja. Še nekaj si dosti počel in to po mojem predvsej boljše kot jaz danes vodil si številne pogovore. Začelo se je verjetno v gledališču, se je reklo kabinet profesorja Sedmaka. Ja, ampak začelo se je tukaj. Začelo se je tukaj? Ja. To si mi povedal danes, pravzaprav. Jaz za ta del niti nisem vedela. In jaz vedno na levi strani, tako zdaj ti sedel, tu so se pa menjavali, Koga recimo si intervjuval? Težko je bilo dobiti od peterice Marjana Kramberga, to je bilo nemogoče, ampak recimo pa Taras Kermauner, Manca Koštir, Tomaž Pandur, Marko Crnković, Miha Macin, to so bili takeni gosti od 90-ih in takrat je bilo za izziv je bil, ne, ker se pravi, gledališče je prišlo za tem? Potem pa je Pandur bil navdušen na tem, kako smo se pogovarjali, pa je rekel, pridi na mali oder, ti da možnost, da sem rekel, hoče imeti odprto, da nič ne plačaš, ne, pa da si sam zbiram goste. In to je bilo tudi potem problem, ker je en teden je bil Podreka, sem ga poklical, da je prišel, drugi teden pa je prišel Franjo Frančič, pa tam razbil cel oder, ne, teda. Ampak Pandur je bilo všeč, da imel, sem ugotovil neki izgovor, da je lahko delal, kar je delal, da pa nekaj pa je delal za mesto, imamo tu nekoga, ki se pogovarja, on je pa delal, kar je delal, tako da je, ja, to je bilo enih 70-80 pogovorov, teh raznih, joj, to je bilo. Potem pa še na gimnaziji, ne? Zdaj pa na gimnaziji, to počnem, ja, tam. To še vedno. Tu ima naša pomočica ravnateljica ve, da je temu tako, ne, govorim resnico, da se vsake to časa kdo pojavi, da imamo, zdaj smo imeli Anjo Golob, pa ne bi zdaj imena, vse teh je predvsej imen. Želim si napisati eno stvar, v kateri v prihodnosti ne bi bilo imen, pa priimkov lastnih, ampak bi opisno ljudi, recimo, ne, človek, ki zmeraj, recimo, hodi zelo počasi ali pa kaj podobnega, in da bi ljudje potem sklepali, kdo bi to lahko bil, kdo bi to lahko bil, ampak to bi mrgolelo teh. Ker mi smo zasičeni zaradi oglaševanja z imeni, saj živimo v samih lastnih imenih, ne, in čim rečeš neko ime, potem to že zveni, eksplodira, kot da vse že vemo, ne, ampak zdaj pa, ne, vsako ime pa nosi celo dušo s seboj, ne.
To je res. In jaz sem zdaj nekaj časa brala, ti bereš ogromno in hitro, jaz berem počasneje, pa sem kar nekaj časa brala to knjigo in zdaj dobivam kar prebliske, ko vas pogledam, zato ker ravno je Andrej vstopil, pa tako pogledam, vas vidim vse tiste, o katerih sem pač brala dnevniške zapiske, pa se boste našli ali pa ste se že v tej knjigi, kar je kar zabavno, no, pravzaprav. Jaz se spomnim, kaj ste počeli leta 2012, recimo, vi se mogoče ne. In mislim, da to primeren trud, da se jaz tudi predvsem zahvalim, da ste prišli, no, to moram na začetku, ne hvala se za celi čas, pa tudi, če vam že potem, kaj v knjigi se zahvalil zdaj založbi za to, da je izdala, pa seveda številnim ljudem, ki so pripomogli k temu, da te knjige izdajo, spoštovana Darka Zvonar Predan za krasno spremno besedo, potem tudi seveda Branimir Ritonji za fotografijo, od čudovite kovinske čipke Metke Kavčič, da ne govorimo o Petru, ki je to oblikoval in ostalih ljudeh, tako da, neko si omenila pa številne ljudi, je pa res, ta knjiga ima to posebnost, da je posvečena 100 ljudem z imenom in priimkom, ne. Tako da, ko boste videli, tu imate približno 4 strani imen pa priimkov od Adama, ki ga danes tu ni, res je Andrej, Adam je prvi, ne, človek, ne, do Mije Žnidarič in se boste morda celo našli notri, ne. 100 si rekel? Ker 100 je tudi sedežev v tej dvorani. Ne, tu je, oprostite, popravim, ampak Ni 100? skoraj 600, ja. A, dobro, potem. Vsi nismo tukaj. Ja, pa skoraj, da vsi ste tu na svetu. Je pa res, to vam moram povedati, to pa zdaj malo, zakaj pa ne je bilo malo črnega humorja, to jih je pa 30, jih pa več ni, ne. Ja. Tako da, zadnjič, ko sem kolegice enkrat, kaj je posvetilo? Posvetilo je takšno, da preberem, ne? Posvečeno vsem, ki sem jim v desetletju 2012-2022 podarjal svoje knjige, ploščke in plošče. In kolegica, ki je zadnjič rekla, sem rekel, ne, da 30 ljudi, ki sem jim podarjal, že več ni, žal, je rekla, ne meni, da te knjige. Teda izkoriščam oglaševalsko pozicijo, pa kupite, rajše kupite. Ne vemo še, če to deluje enako, ampak lahko preizkusimo, ne? Ja. Ja, v desetletju pač grejo, ne, to so naše generacije, ne bi spet o imenih, ampak jih kar ne. Jaz bom rubriko tvojih talentov samo zaključila še z 2 stvarema, ki sem jih imela napisane, pa ni treba komentirati. Režiranje in scenarij za proslave, tudi občinske. Ja, pa šolske, tega se nabere. Pa profesura, kar se mogoče da tudi povezati. Ja, to na zadnje, pravzaprav, ker je v bistvu pa prvo, od česar živiš, ne? Ja. Rutina, že 10-letna. Ampak to gre zraven, ne? Profesuro gre zraven, če si slovenist, da delaš prireditve, ne? Se pravi, da moraš scenarije pisati, režijo in tega tudi njih 5, 15 do 20 zelo zanimivih stvari, takih Gesamtkunstwerk stvari, od rock'n'rolla do recitacij, do raznih jezikov, baletov, kaj smo se delali, pa kje smo se delali tukaj od univerzitetne filozofske fakultete, od amfiteatra do tega je bilo še in še, da je bi unionske dvorane, mislim, Narodni dom, to je bilo vse eno takšno zanimivo delo z dijaki, ki so vedno potem, ne, ali igrali, ali peli, to je posebno doživetje, to sem rad počel. Sem pa tudi ohranil te scenarije, ne, tem rečem scenarije, in jih potem tudi nekaj objavil, ne vse, ampak je pa kar nekaj. Za ta profesura sploh, razen teh dogodkov, prinese še to, da si pravzaprav dal skozi generacije in generacije dijakov, zdaj že tudi mogoče otrok teh ljudi, ki jih poznaš pravzaprav. Ja, to je poseben problem, ko pridejo otroci, potem se, ne, pa v bistvu je 2, ne, ampak kaj, mogoče pa bi bilo lahko 3, ker začnejo, ne, mogoče kakšni starši. Zakaj pa kak, ne? Res, to se dogaja. Aha, ocene. Ja, in potem imaš, to poznaš, ne, si naprši, potem se moraš pa odločiti, ne. Jaz sem se odločil, da ne izprosim, ne, in dam 2. In staviš za maturo na oceno. Midva sva stavila, da bo tvoja naredila in sem ti dolžen, ker si dobila stavo in je super naredila Inja, ne? Sem učil tako.
Ampak očitno Da si med redkimi, ki nisi kaj dosti. Ne, to pa Pa Petra tudi nič ne, reče se. Ampak očitno jih navdušuješ, ker so prišli danes tam v zadnji vrsti, vsaj so dijaki, čisto vseh vas ne poznamo. Lepo, hvala, da ste prišli. Vi pa ste Bojanovi dijaki, ne? Jutri ne boste vprašani. Improliga ti je ljuba, po mojem, sam to še povej, pa greva res. Improliga. Improliga, ja. Improliga sem koordinator že nekaj časa in to je posebno doživeti. Ja. Tudi sem sedaj Maribor imel svojo, sem nekaj obiskoval ravnatelji šol, da bi to naredili, da bi funkcionirala stvar kot mariborska, da ne bi bilo se treba voditi ljudi v Ljubljano, ker tam imajo to organizirano, tam imajo 25 ekip in to, ja, to je eno področje delovanja, ki mi je ljubo, ja. In to še počneš, ne? Ja, kot koordinator, se pravi, da nisem mentor, da bi jaz improviziral, pa jih učil, ampak urejam vse. Mislim, finance, prevoze, ljudi, oglaševanje, pa take stvari. In vsebino, ne? Pa hodim in obiskujem in gledam te mlade ljudi z neverjetno domišljijo, kaj se delajo najstniki na odru, ko so prisiljeni igrati, karkoli jim rečeš, ne. Bojan nekaj rekel, ne zaigram in jaz to moram zdaj zaigrati, ne. Bojana, recimo. Bojana. Ja. Teda se, po moje, lahko zaključila s temi... Ja, res je. Da prideva do knjige. Jaz moram se malo to više. Ja, izvoli. Ja. Slej ko prej za vsele je pa zbirka tvojih dnevniških zapiskov. Ja. Od 2009 do 2013. Ne čisto vsak dan, ampak zelo pogosto. Pogosto, ampak opleto, moram takoj povedati. Ni vse to, ker se seveda avtocenzura, ne. Mislim, ker če bi vse kakšne pridevnike uporabil ljudje, ki so me kar razdelili, bi mogoče moral imeti advokata. Res? Teda sem avtocenzura, nekje moram priznati, to je zelo zanimivo vprašanje. Ja, se je. To je vprašanje, ki pride, pravzaprav, ker se to res bere. Ne avtocenzura, ampak ta stil, ki iz tega pride, ampak zanima me, ko pišeš dnevnik, ga pišeš z zavedanjem, da bo enkrat javno, ali ga najprej pišeš sebi, pa dobro, zdaj si omenil, avtocenzuro je v pisanje zajeta, ali pride potem? Ja, v začetku ne, potem se pa tako mi bilo jasno. To, ne, in potem, ker vse veste, da to žanr tudi časopisni, ne, ljudje pišejo dnevnik za tisti teden, ne, ki ga dobijo od novinarjev, da se napiše in to, ne, in sem tudi vedel, seveda, da je to. Ko si pisal, si vedel, da bo nekoč izšlo kot... No in tu zdaj najbrž sledi kakšno vprašanje v zvezi z, ne z avtocenzurom, ampak kako daleč lahko greš v tem hibridnem žanru, zelo večplastnem žanru, ki omogoča zelo intimne, poglobljene zadeve, omogoča esejistiko, omogoča dnevno komentiranje dogodkov, anekdotičnost, mislim, vse mogoče, ne, ampak najbolj zanimive so tiste res najgloblje intimne zadeve, kako daleč lahko reš z iskrenosti do samega sebe, ne. Pa še nekaj, kar je mene ves čas, da nisi preveč ego, kako bi temu rekli, pri dnevniku je prva oseba sleko, prej je posod tudi zakrita, ali neprisotna. Gombrovič je pisal dnevnik, pa je napisal dnevnik Gombrovič Vitold, ne. Ponedeljek, jaz. Torek, jaz. Sreda, jaz, ne. In zdaj, kako to naredi, da ko že veš, da boš pisal, da nisi zdaj, da nisi poln napuha, domišljavosti, kaj še teh stvari, ne, to je mene potem, ko sem začel pisati, navedlo, da bom pisal tudi seveda o drugih. Ampak kako daleč do drugih, ne? Rešitev se vidi v tem, da jih je ogromno drugih in da mogoče malo preveč površno, ampak da omenjam, koga sem tisti dan srečal, kaj približno sva rekla, kaj smo, ne, temo, ki smo odprli nekaj takšnega. Tako da tu zato mrgoli toliko imen, da sem prišel do tega, nisem samo jaz, ampak da so drugi. Ne vem, kakšno občutek si ti imela, ko si brala, to najbrž ni tako zelo ego. Ne, nikakor ne. Mislim, predvsem je
zanimivo to, da po eni strani res gre za dnevnik, v katerem ti natančno popisuješ, koga si srečal, kaj si z njim govoril, kaj se je na nek dan zgodilo, kam sta šla z Alenko, katere predstave sta gledala in je res kronika pravzaprav tvojega življenja, pa življenja mesta na nek način. Ampak če bi bila samo to, bi bila največ podobna nekemu dnevniku, ki ga nekdo intimno piše samemu sebi. Kar je pa presežek, je pa sigurno tisto, kar prinaša refleksije vsega mogočega, ne? Od refleksij, predvsem kulturnega življenja, pa umetnosti, ki jo ti konzumiraš na veliko, oziroma nekaj, s čimer se res ukvarjaš tako rekoč cele dneve, pravzaprav na tak ali pa drugačen način. Zdaj študiral si tudi filozofijo, tudi to se pravzaprav v teh tekstih pozna, predvsem se pa pozna načitanost. Ti vem iz pogovorov s tabo, ko se na ulici srečava, ko vedno poveš, kaj si prebral, jasno iz teh zapisov, da prebereš ogromno. Kako ti pravzaprav to uspe? To sem se vedno znova spraševala. Meni se zdi, da si prebral vse, kar je izšlo, no. Vse je premočno. To se ti zmeša kot Don Kihotu, zato smo preventivno zažgali knjižnico Don Kihotu, ne, da ni, ampak vse. Ja, kaj bi rekel, pač eni beremo bolj kot drugi, ne. Je pa še zmeraj procent, se mi zdi, koliko je bilo nekrat objavljeno, ni cela 8 knjige Slovenc prebere. Se pravi, nekih 100 000 nas bere kot blaznih, ostala 2 milijona, pa bolj tak, ne. Če sploh, ne. Knjige, mislim, vse beremo. Bereš tudi zaradi, mislim, je to povezano s profesuro, ali bi bral tudi sicer, ali mislim, je to v nekem razmerju? Vem, da bi bral tudi sicer, to je jasno, ampak to, da učiš, tudi... Cankar je rekel, da je novelist, za sebe govoril, novelist, nesrečen človek, ker enostavno mora brati in pisati, ne pa živeti. To je to zdaj. Borges bi rekel, da živimo samo v knjigah, da je to labirint vseh mogočih znakov, v katerih se sprehajamo. In tako, knjige, to so seveda, se vemo, romani in poezija in esejistika in članki in tako naprej, ne. Je pa res, da neka vrsta morda zasvojenosti. Jaz se spomnim, da recimo nekje na morju, ko je bilo slučajno, vedno nekaj nesemo, ne, ampak 3-4 dni ni bilo te hrane, pa je že bila abstinenčna kriza, vse to se mi ni zdelo, ampak v prihodnosti bi recimo lahko bil izziv, da vidimo, kaj če ne bereš, recimo. Kaj se zgodi? Nič ne bom bral. Danes bom spet moral, najbrž, ne? Brati tukaj. Ja, branje se. Je pa res, da ga generacije, ki jih učim, ne ovladajo tako kot v starih časih, če smo že pri tem temi, ne? Mogoče, če kao dijaki tam povem, redki so, ki pridejo v knjižnico, zarajo mladi knjigo, ne? To bo Marjan znal povedati, pa reče, kaj obstaja ta ista knjiga v angleščini, to je z angleščini, no, ne, knjigo. Tako. Reče tudi, če obstaja video inačica. Groza je strah, nekaj najstnik, ki ni navajen, pa nima te kulture od staršev pogleda, se obstaja, to je groza, ni sličice, ni, mislim, ne. Teda, z tega stališča je ta pedagoška dejavnost, ki jo opravljam, potrebna, tak, moraš biti to previden, da jih ne odbiješ, ne, s tem, ko... Vse ljudje bojo vedno brali, ampak mnogi pa tudi ne bojo, preprosto, mislim. Imaš občutek, da jih ti navdušiš za branje, verjetno jih, ne, s to svojo... Mnogi, večina jemlje tudi kot prisilo. Mladi. V šoli? Ja. Ja. En razmislek mi je, ko sem brala, pa sem razmišljala o tem, kaj dnevnik pravzaprav prenese, vedno, ko ga pišeš, tudi nasploh, no, tvoj in vsi dnevniki. V bistvu se mi v preteklost ponovadi vračamo na ta način, da se spominjamo dogodkov, ker nas večina najbrž ne piše osebnega dnevnika. Zdaj, ko se spominjaš nekega dogajanja v preteklosti, ampak se ga spreminjaš, ko si ti že drugačen, ko si dal neke izkušnje skozi in si že malo spremenjen človek. In tudi tiste dogodke za nazaj vidiš malo drugače. Če pišeš dnevnik, pa imaš možnost se relativno točno predstaviti v občutke nekega trenutka. Je to štima? Je to res? Ja. Ti si se zdaj zagotovo bral za nazaj, ne? Eno so spomini, ne? Ja. Eno so pa tisti zapiski, ki so sreda 5.10.2011, ne?
prejšnjo sredo v Ajdovščini s kolegicami slovenistkami in pripeljal srečno, vsi zadovoljni. Skratka, če bi se tega spominjal, za nazaj ne je bilo detajlov, ne, mislim, razen če je bil Lojze Kovačič, ki se je spomnil, kako je prilezel iz mame eventu. To je res, ja, detajli se zgubijo, pa po mojem tvoj odnos do nekega trenutka tudi, ne, ker so se okoliščine med tem spremenile, ne. In tudi res je, to je tisto, kar sem rekel, pletje, avtocenzura, da sem potem tisto, kar je bilo na Valu napisano, potem za nazaj, ko sem se odločil za objavo, čakaj, to pa ne bom, ne. Narediš, mislim, kakšen delež prvotnega obsega ga ni v končni? Če so 3 knjige za eno, to bi jaz to zbral pa potem, ko umrem, ne. Ampak primer založnik... Integralna verzija obstaja. To bi bilo najlažje, da si mu napišeš, ne, pa mene več ni, zdaj pa tam si nekoga pač očrnil, ne, ampak nastal pa bi založnik, ne, kaj to objavlja. Je tako? Ni avtor, ne? Samo založba, to je bilo fino, ne? Tole odgovornost vsa na tebi. Ne, se ni tako strašno, nisi v glavnem, sem pozitiven, moraš priznati, da... Ja, ravno to bi rada komentirala, da pravzaprav, zdaj tisti, ki so ti pisali besedila za zavihke, pa spremne besede, pa jaz, ko sem brala, pravzaprav je po mojem nekaj stvari, ki zelo izstopijo, no, ko bereš tvoje, predvsem te dnevnike. Eno je, da nekako sije iz tega tvoje veselje do življenja, če se temu lahko tako reče, oziroma tvoje pa vajno z Alenko skupaj pravzaprav nek pristop v življenju, ki čisto brez sramu vključuje uživanje, ležernost na trenutke, tudi kak uživanje v konzumiranju vsega mogočega, od hrane do kulturnih dogodkov. Ja, to je res, ja, tudi ko si omenila Alenka to, Alenka je bila enkrat pozvana, ne piše za večer dnevnik, pa sem izval se neko, kaj zdaj to pomeni, da boš v tem tednu ne boš iskrena, ne? Ker vsi, ki so pisali tedensko za katerekoli revije, je bilo evidentno, da v tistem tednu nihče ni seksal, recimo, ne. In sem rekel, si upaš biti izjema? Pa je rekla, ja, pa je napisala still crazy after all these years. Veš, pa vsi samo to komentirali, ne, ker to, zdaj kako daleč lahko reči tukaj, jaz mislim, da so tu zelo korektno spodobni in ljubeč, ker seveda ljubez ni samo seks, ne se. Ker si ti edini, ki narediš, mislim, samo avtocenzura ali tudi kaj cenzura? Samo avtocenzura. Ne, ker kar pa je mene res fasciniralo, no, pa je to, da ti si kritičen, pa reflektiraš vse mogoče od kulture do predstav, do literature, do ljudi, pa njihovih dejanj. Kritičen si, nikoli pa se mi nisi zdel kritizerski niti za sekundo. Zdaj ne vem, ali je to posledica te cenzure, s katero greš preko, ali je to pač tvoja naravna človeška drža, no? Ker v nekem okolju, kjer je kritizerstva ni tako malo, no? Če smo iskreni, je pa ta tvoja pisava pa nima, no? Vsaj po mojem občutku ne, no? Ja. Mogoče je to kritizerstvo neka temeljna nemoč, ne, da stopiš v drugo pozicijo. Vse imaš oglaševalske, pozitivne zadeve, tekste, ki morajo, ne, absolutno, ali pa tudi hočejo, prijatelje, v glavnem se hvalijo, ne. Pa je tudi kar precej ironije, pa skritih namigov, pa tako, ne, da uspeš. Ampak v glavnem je pa pohvaljeno to, kar je vredno pohvaliti, ali se pa s takimi ljudmi družim, ki so v redu. Ne, kako so v redu, gled, to vsi. Kaj ćem zdaj tu koga kritizirati? Nijam koga kritizirati. Saj gledam, mogoče pa le koga. Tiste, ki jih ni. Zdaj, ti tudi sam vmes včasih zapišeš, sam sebe, pravzaprav sam sabo razmišljaš, zakaj to pišeš, no, kaj je nek osnovni vzgib, kar pa je definitivno pa je, da nastaja neka kronika življenja v mestu med drugim. Ti pravzaprav pišeš po dnevih, kaj se je zgodilo, kaj si ogledal, predvsem ta del, ki se tiče komentiranja kulturnih dogodkov pa umetnosti, med drugim leto 2012 je tukaj, ne, se pravi EPK leto, ki ga tudi komentiraš. Na nek način podobno dela dnevni časopis na kulturnih straneh. Ali pa Slavko Rajh, Ali pa Slavko Rajh, ja. Skratka, gre za neke komentarje, ki so na nek način po vsebini podobni, ampak
Ja, pa si Ti privoščiš subjektivni stavek, so drugačni, v čem so drugačni, taki kot ti lahko ti sam da pišeš. v aforističnem stavku enem, dveh ošvrtneš neko predstavo ali pa nek film ali pa nek dogodek. Da se ne posvečaš, kot se mora recimo nekdo, ki se s kulturo ukvarja, ne, analizirati in se soočiti s tem, da mora biti kritičen, prijazen in tako naprej. To občudujem te, ki to počnejo medijsko. To so krasni ljudje v tem mestu, ki to počnejo. Jaz imam to, da drvim in potem hitro stavek 2, 3 pa gremo dalje, tako da me nič tu ne more ujeti. Mislim v tem smislu, ne. Dobro, en stavek, 2. Tu sam sebe ne siliš neko sistematičnost, imam občutek, ampak To se pa res ne, prepuščaš to pa res ne. To bi navdihu, morala druga vrsta besedila, to bo znanstveno besedilo ali pa karkoli, ne. Ampak to je le dnevnik, to je impulzivno pisanje stvari, ki so se ti zgodile, hkrati z meseističnim razmišljanjem, delčki kritik, duhovitosti, anekdot, značajskih, tako da gre za en poseben tip, kako se učeno reče, diskurza, ne, ki je mene vedno privlačil. To so me privlačili, prej sem omenil Vitolda Gombroviča ali pa se poznamo pri nas Kozbeka, pa še marsikoga, recimo Max Frisch, ne, ali pa Kafka in tako naprej. Neverjetna količina ljudi, ampak vsak ima nek svoj način pri teh dnevnikih. To je tudi en esej, ki ga imam, da kako zdaj ti dnevniki pri teh imenih, ki sem kar omenil, pa še kom funkcionirajo, ne, kako neka dominanta v tem pisanju, ki potem vsakogar nekako bolj ali manj označuje. Ali bo Kafka razmišljal, ali se bo svet zaročil, ali se bo poročil, ali bo odložil to zadevo, ali bo Max Frisch se razpisal v švicarskem načinu, ne. Vedno ima nekdo nekaj v teh dnevnikih, kar ga, ne, Kocbekovi so, poleg informacijskega tudi, ne, so njegovi dnevniki seveda tudi določena personalistična filozofija in tako naprej. Tako da, če bi vzel 3-4 vrste dnevnikov, pa bi jih bral, bi videl, da so to različne vrste besedila, ampak vsak je pa dnevnik, ne. In tam je tudi en poseben dnevnik, ker je pač notri, ne samo to, govorimo mesto, pa kritike, pa to, ampak je tudi kaj neke esejistike in tako. Da. Zdaj, ti si sam že prej omenil to, kar je mene tudi ganilo in to takoj na začetku, ko sem začela brati. Zdaj, čeprav ne govorimo o nekih desetletjih nazaj, ampak govorimo o času, ki je relativno blizu, ti pišeš in naštevaš imena ljudi, od katerih marsikoga več ni, tako kot si sam tudi rekel. Kar je ganljivo, je to, da v tistem trenutku, ko si ti pisal, tega nisi vedel, danes, ko mi beremo, pa vemo, da teh ljudi ni več in to je nek, se mi zdi, da nastane nek občutek, ki bralcu prinese nek drugačen občutek, kot če bi bral o ljudeh za nazaj. Če bi ti in pisal, memorijam nekaj, ja, čist nek drugi vidik, ker so dejansko ujeti v tistem trenutku, ko prihodnosti še ne poznamo. Ampak ti pišeš tu tudi po eni strani o veselju do življenja, o užitkih, ki sem jih omenila, po drugi strani pa pišeš zelo iskreno, tudi intimno do neke mere o ljudeh, ki so ti blizu. Med drugim je v tem času tudi leto, kot je umrl brat. Tudi ta del je mene zelo ganil, predvsem zato, ker nisi opisal samo tistega dne, ampak si se potem k temu še vračal. Ja, pa osebne zadeve, ne, skrb za očeta, pa mislim, to so intimne zadeve, ker pač to je dnevnik, nisi, ne, tako da tudi niso same, tudi v Auschwitzu, jutri imamo, ne, dan spomina na holokaust, tako da lahko to prevedem. Ti si rekel, da bi bral, ja, izvoli. Ravno to, v počastitev jutrišnjega dneva bi... Daj. Ja? Par minut samo. Dnevnik iz dneva. Ja, to je pa zdaj tako, bom to jaz najt hodičil, to je zdaj. Ja. To bo 17. januar, ne? Torek, 9.3.10, se pravi, minuli vikend v Krakovu, hladni poljski veter se mi je zalezel v kosti, ni se me polotilo samo dejstvo, da sem bil spet na Poljskem, da sem znova potrdil pečat v seriji dvojnih obiskov evropskih krajev, ampak so me do obisti popivnale podobe s poti. Soj prižganih svetilk v prvem mraku med nakupom zbranih del Ignaca Vitkijeviča v starinski krakovski knjigarni, pa kava s svojima najboljšima dijakoma v lokalu na osrednjem mestnem prostoru, največjem srednjeveškem trgu v Evropi. In lepota crkva grajskega kompleksa z grobnicami vladarjev,
častitljiva starost univerze, pa razkošje mondene restauracije, kjer so pred stoletji na otvoritveni večerjali starodavni kralji, z njimi pa tipi ala de Gaulle in De Niro. A ves čas močnega doživljanja poljskih starožitnosti me je vztrajno privevalo razmišljanje, kaj pomenijo vse te veličastne fasade, pisani zvoniki in zlati oltarji, če se ob njih postavijo krematoriji najbolj strašnega pekla na zemlji, žela blaznosti, v katerem so ljudje pomorili milijone ljudi, da skoraj ni besed, s katerimi bi človek potem lahko izrekel karkoli o tem. Namesto njih le jedek gnev in gnus nad pokveko, imenovano Homo sapiens, kajti noben arhiv ni bolj nesmiselno ničen kot grmade čevljev, kovčkov, glavnikov, očal, las umrlih v Auschwitzu. Nobena umetniška instalacija nima bolj grozljivega sporočila o pošastnosti humanoidov v vesolju. Nihče soočen s tolikšnim zlom ne more temu ničesar več dodati. Toda, kljub vsemu se spet pišejo pesmi, čeprav je Adorno nekoč izjavil, da se po Auschwitzu ne bodo več. In se v rudniku soli Vilečka na poljskem jugu v podzemni jami vedno znova prižgigajo luči v ritmu Chopinove glasbe in se trume mladih v mraku znova smejijo z upanjem v očeh. Dobro, to za jutrišnji dan malo da posvetimo, ne. Sicer so pa mogoče ena stvar, ki si prej omenila, dovolj se, da bom več samo to še potovanja, recimo, so tudi taka, ki jih je kar dosti bilo v tem času. Res, to je, tudi potopis je recimo ena zadeva, ki je v dnevniku lahko prisotna, ne. To od 18. do 20. oktobra 13. leta sem bil na strokovni ekskurziji v hrvaški Barani in na povratku tudi na Madžarskem. Med dvema nočitvama v Osijeku sem pod oknom gledal Dravo, raziskoval mesto, utrip ulic, trgov, lokalov. V soboto zjutraj sem na osrednjem osiješkem trgu bral iz Matvejevičevega mediteranskega revirja, ki sem ga prejšnji popoldan kupil v knjigarni za mizo prebojajočega se lokala. Začel sem na zadnjih straneh pri poglavju o oslih, o pomenu oslov in njihovi prisotnosti v literaturi. Ko sem se naveličal naštevanje, kje vse, da se osli pojavljajo, od Apulejevega zlatega do Jezusovega, na katerem prihajajo in odhajajo pridigat, od Sančo Pansovega do Šekspirjevega iz Sna kresne noči, sem zaprl knjigo in se napotil na drugo stran trga, odkoder so vozili tramvaji, uvedeni na ceste pred zagrebškimi, po najdaljši ulici s secesijskimi fasadami v Srednji Evropi. Tam sem v večji knjigarni od tiste pri cerkvi kup stopil do police, s katere sem najprej vzel v roke zbrane Ezopove basni, najbrž zato, ker jih Slovenci še nimamo prevedenih v celoti. In glej, no, odprl knjigo točno na strani, kjer je Demostren razlagal ljudem zgodbo o oslovi senci. Sopotniki sem obkrožil staro mesto, prav dober muzej s predzgodovinskimi artefakti in večer preživel v lokalu na ladjici. Naslednji dan smo se zapeljali v Kopački rit med sotočjem Drave in Donave, v nedeljskem povratku v Slovenijo pa pristopili še malo na madžarsko stran, na grad Evgena Savojskega blizu Peča, predlanske evropske prestolnice kulture. V lepi sončni izletniški nedelji sem v mislih sestavljal osnutek eseja o oslih, ki so mi po naključjih križali poti tako zelo pogosto, da se jim preprosto nisem mogel izogniti in se mi je zdevala edina možnost, da se jih odrešim pač tem, da jih popišem. A kmalu se mi je začelo lepiti še ena druga omembe vredna žival, čagalj, nekakšna slavonska mešanica psa, volka in lisice. Znan med drugim tudi po tem, da pretežno zavija v krdelu, le kadar na smrt bolan umira, drugi čagli menda v njegovem glasu prepoznajo agonijo in zato tuli sam. Uporabil bi ga lahko tega čaglja v kakšni svoji prozi, v kateri bi ustvaril književno osebo, nekakšnega antijunaka, ki bi prišel kot vojni novinar nekaj kilometrov do fronte okoli Vukovarja, kjer bi sprejel usodno življenjsko odločitev ter se na to tam iz strahu pred poročanjem z bojišča raje obrnil. Uredništvu pa sporočil, da ga trese vročica in se lažno bolan vrnil v varnost doma ter pisanja novinarskih komentarjev o prebranih novicah tiskovnih agencij. In sam pa bi se prebujal prepoten zaradi zavijanja umirajočega čaglja v glavi, kar bi simboliziralo njegovo profesionalno smrt kot novinarja,
pred pravo smrtjo, ki bi ga na koncu morda itak doletela v kakšnem absurdnem naključju. Po povratku z ekskurzije se nisem predal tako silovitim predstavam, ampak sem v petek zvečer se z vlakom odpeljal v Ljubljano, kjer sem zvečer ob 10 pospravil kovček v posteljno garderobo in potem do 1 zjutraj hodil po mestu. Od Kinodvora, dobro, to je to, 3 minuti mi daj še, lahko 2? Lahko še 2? Od Kinodvora, pred katerim sem se v sneni viseči mreži na nekem otroškem igrišču gugal zazrt v zvezdno nebo, do Metelkove, kjer sem si sredi živahnega dogajanja privoščil odličen vegetarijanski kebab in pivo, nato pa sem se s taksijem odpeljal do Dolgega mosta ali mostu, dvojnica, to mimo ljudi, lahko opravite. Od tam pa z avtobusom v Benetke na letalo za Casablanco. Zakaj sem se odločil, da grem v Maroko? Zato, da bi med mozaiki in puščavo malo resetiral možgane od priobilja zahodne medijske in siceršnje figuralike. Ja, bi se lahko reklo, vsekakor ne, da bi še kaj kopičil informacije in vednosti. Zdaj po zaokroženem izletu bi na mesto obnove 2300 km dolge poti raje popisoval itinerarij, opisal nekaj fotografij, ki sem jih naredil v Magrebski Afriki. Nekaj sem jih po povratku pokazal dijakom v razredih, med katerimi se je pojavilo tisto običajno vprašanje o presežkih. Namreč, kaj da vam je bilo, gospod profesor, Maroko najbolj všeč? Neprijetno zato, ker je treba izbrati in se omejiti, hkrati pa nekaj izpostaviti, da bo vse zvenelo, če že ni bilo edinstveno ali pa zanimivo. Torej, Medina Fezu, UNESCO-va dediščina, labirint 10 000 ozkih, pretežno neoznačenih ulic, od tega 1000 slepih. In med njimi tovor prevažajo, glej jih no, spet osli. Očitno jim v tem zapisu ne bo konca. Naprimer, istočasno v realnosti pred nosom na marakeškem trgu Žamaj el-Fna in hkrati tudi v mojem nahrbtniku, v eni Kanetijevi noveli, kjer totalno ofucanemu, izrabljenemu, ubogemu oslu sredi ta istega trga kljub vsem obrenitam žilnato otepalo, žilnato stoji. V arabskem svetu se mi dogaja vedno vse mogoče, le pohotnost pretežno miruje nekako v sozvočju strogo moralo islama, ki podreja notranji mir nekolikan strašljivim sublimacijam. Kaj bi se mi zgodilo, če bi recimo ironiziral kulturne razlike, ki jih ni vodiči, kot naprimer, zakaj je nujno, da muslimanske ženske molijo v posebnih prostorih, do česa bi lahko prihajalo, če bi v poklekih molile svoja ozadja pred moške za sabo. Do česa bi lahko prišlo, če bi klasičnemu pozdravu dodal stavek, klasičnemu pozdravu spustil pozdrav soncu, če poznate pozdrav soncu. Če mu dodal stavek, zritjo proti Meki. Najbrž do fatve, maščevalnega oboja, zaradi razšalitve verskega občutja, bi se moral vse življenje skrivati kot raždi. Na koncu sem obsedel doma na robu postelje, poln tako imenovanih vtisov, da se nekaj minut tako rekoč nisem mogel premakniti, zabuljen premijske izpuščav. Kaj imam pravzaprav z njimi, da so mi tako ljube, potem ko so mi v magičnih dneh in nočeh na poteh po Turčiji, Egiptu, Tunisu, Maroku in drugje vtisnili za oči svoje duhovne tatuje? In zakaj kljub fascinaciji s to geološko prapodobo polne praznine in kljub tem, da sem nekoč, ko sem hotel napisati kolumno o ničemer, pisal prav v puščavi kot evokaciji niča. Nikoli nisem mogel v puščavi najti dovolj globokega izvira in navdiha za kakšno pesem. To je med slovenskimi pesniki, se mi zdi po moje, da se daj dobro uspelo Andražu, Poliču, nepopustljivemu popotnemu poetu, predvsem v njegovih zbirkah Arabeske in Voda puščave. Za slednjo je Milan Dekleva napisal tako lepo spremno besedo, kot je lahko navdihnjena le od čudovite poezije. Zato se ne morem kaj, da ne bi iz tega dvojnega pesničkega naboja shranil nekaj mističnih iskric. Puščava je prostor brez središča in zato brez kažipotov. Prostor, kjer se človek lahko zgubi. V puščavi vladata sončev ogenj in pekoči hlad zvezd. Z lahkoto izžgeta iz naših teles zadnjo kaplo poželenja, zadnjo strago volje. V puščavi ni zatočišč, tu vlada veter, Bog izbrisa. Puščava je živa nevarnost, drugo ime za nevarnost je mir. Ko tihne veter, vlada tišina. Tisti, ki pripotujejo v puščavo, so v zadregi, prignal jih je nemir, pričakal mir. Kaj zdaj? Nikaj, treba je sprejeti mir, samo privaditi ga vzljubiti. V krožju miru in
biva in poje pa kristalni nič in to je zdaj človekovo bistvo. Nas puščava lahko odreši, lahko, če vzajemo kot človeško nalogo in se do konca predamo. Postanemo derviši, stopimo iz teles in gledamo večno vrtenje minljivega fizisa. Tu puščava nenadoma oživi v bilu duha, strah se sprevrže užitek, prevara za obljubo in ko smo že skoraj da odpotovali predaleč, smo spet doma iz pustote brizne vrelec svete vode. No, sam imam s tem svetim velik problem. Preveč me pretresajo posvetne skušnjave, morda celo hujše od Flaubertjevega svetega Antona. Mogoče zato, ker ne živim v puščavi in me zato metafizična praznina ne iztiska preveč v preroške muke. In se mi zdi, da ne bi bilo čisto nič drugače, če bi se pustil ali delirično vrtel v krogu do nezavesti. Mogoče bi samo videl luno kot slečeno pomarančo, ki na vzhodu cedi svojo kri, a trenutno je dovolj, da jo vidim v poeziji. To sta 2 dni, ne? Strani je pa 350, tako. Kaj ti lahko poskušam parirati s tvojimi besedami, pa svojimi izbranimi odlomki, moje so čisto kratki. Izvoli. Enih par sem jih izbral, boš videl, kaj je mene, kaj sem si označila, no? Moje izkušnje z šolskimi urami so tako, da postanejo ljudje živčni po 45 minutah. Še imamo nekaj kondicije za... Ne, nimajo. Kaj daj? Dijaki morajo povedati, oni imajo mero za eno šolsko uro. Ne, očitno me fascinira, da lektoriraš, pa da razmišljaš o jeziku. Ali ima torej profesor slovenščine pravico do uporabe drastike med počitnicami, ali se mu ne sme niti občasno fučkati za jezikovno blagost kot tako? Vrnivši se k zadanemu premisleku nekolikam pozneje, bom obojemu zagotovo pritrdil. Zdaj bom še malo zajebaval računalniški pravopis. Naj zardeva od sramu. Vrag ga plenta in pocitraj, ker je bolj papeški od papeža in nima samostojne domišljije. Če bi lahko slednjega vizualiziral na stranišču, pač ne bi tako vestno počrtaval besede sranje. Kaj lahko nadaljujem? Tu boš kar nadaljeval? Čakaj, moj listek vzela. Naj si bo to, kar se zdaj tu razprostira, notranji monolog, tok zavesti ali avtomatična pisava z napakami, kot so vejice in podobna nepotrebna navlaka, dejstvo je, da suvereno bluzim. In da mi bo jezikovna kontrola bluzenja do nadaljnjega počrtovala v pomin, da se v slovenščini pač ne piše, kot se govori, ker se tudi govoriti ne sme, kot nikjer ne piše. Sicer huda preda in tako dalje. Šta sem htel, da kažem. Naj se jebe vsi po spisku, ki kratijo svobodo jezika, da krca butlje, vključno z idioti, ki bolj cenijo politike kot pesnike. Že pred našim štetjem bi moral Dionis poslati Platonu v zapor nekaj pesnic, da bi mu ga pošteno pofafali, pa bi potem videli, kdo bi imel koga moč metati iz države. Pa se tudi neca zdržati teh trumih zmozganih moralistov in vseh mogočih jezikovnih zakotih, ker že vsak preteniči nekaj o nečem, kot da ne gre ta naš svet v koncu že dovolj očinkovito tudi brez vsega klopcanja in tak naprej. Skratka, ja. Malo sem se razhodil tukaj. Če kdo vidim. Ja. Aha, ta je simpatična, zato ker smo ravno v knjižnici. Ja, še smo jutri pogovorila. Glej, 27. januar 2012, kaj nismo tega datuma iskali prej, ampak tu ne govorimo o tem, kar si ti iskal, pač pa si očeta, ki si mu dosti pomagal, ko je bil starejši in boln in si ga pač vodil do zdravnikov in tako naprej, o tem dosti pišeš, tu je en zapis na to temo. Izkoristil sem priložnost in mu povedal, da sem napisal nekaj pesmi o vseh članih naše družine, od katerih sva ostala samo midva in Kaja, in da bom okoli svojega 54. rojstnega dneva dočakal izid svoje prve knjige, v kateri bo tudi pesem o naju, se pravi o tebi in očetu. Nisem zaznal, da bi ga to posebej zanimalo. Imel je nova očala, okolico je manj poslušal kot gledal, pa še video je tako drugače, da je negotovo polagal noge predse, ko sva zapuščala kavarno. Tudi zato sem ga na povratku nagovoril, da vstopiva še v univerzitetno knjižnico, ne da mu zgolj pokažem nekaj, česar še ni videl,
ampak da bi malo stopal po stopnicah in s tem prilagajal globinski vid novim očalom, ker se je izkazalo za dobro, saj je moral pri sestopanju pozorno loviti ravnotežje in ga je zaneslo, da bi padel, če ga ne bi držal pod pazduho. Ta spada sem, ne? To so taki tipični očetje, ko karkoli poskuša sin ali očeta fascinirati z nečim, ne, pa so mrtvo hladni, ravnodušni. To je tisti kantovski moralni imperativ, hladni, brezoverni sploh, ne. Priješ, ne vem, z celega sveta, hodim, prijem ves navdušen domov, ne vem, Šri Lanka, Maldivi, ne, na vrtu, ne. Zdravo, ne, in kako, ne, jaz čakam, da, ne, prijem z potovanja, imam kaj zapovedati, ne. Tu gledam te redkice, so malo puhle. In potem, ne, tak si prizadeva otrok za pozornost, ne, to je taka zadeva. Sej, ni bilo tako hudo, je bil v redu, ampak to je zelo univerzalna zadeva, ne, v tem smislu. Zdaj vemo še za eno uporabnost teh stopnic, razen tega, da pesmi pišemo z njih, ne. Čudovite, Borutove verze. Lahko še? Ne, sej. Ti mi dovoliš? Ja, si voditeljica. Na to nakupi žarnic, pokvarjenega kaloriferja, fotografiranje z razredom. Popoldne spet demonstracije, super mariborska vstaja. Po kuhanem vinu pri Štajercu sta Dejan Tošem in Nešom Tokaličem in Kristjanom Ostankom ogled ognjenega dogajanja na Majstrovem trgu iz pisarne prve gimnazije z ravnateljema Hermanom Pušnikom in Ivanom Lorenčičem in Alenko. Klici Danila Križmana v zvezi s snemanjem demonstracij in Dušana Hedla v zvezi s snemanjem nemega gledališča na prvem otru PGM. Vsi bi nekaj snemali. Kot da se življenje odvija zato, da se posname. In kot da ga sploh ni, če ni posneto. Ta del mi je bil všeč. In zares, kaj bi ostalo od vstaje, če ne bi bila posneta? Ne le z nekaj TV kamerami, ampak s 1000 mobijev. Tak je. Ja. Zdaj, čist eno... Vsi bi nekaj pisali. Vsi bi nekaj objavljali, nekaj knjige. Najbrž smo proti koncu, ampak jaz bi za konec bi te nekaj rada vprašala, kar se pa navezuje na en odlomek tukaj. Pozabila sva pa mogoče vmes omeniti naslovnice tvojih knjig, ki so vedno vezane na nekaj likovnega. Daj, povej, prosim, nekaj o tem še. Kot sem že povedal, se zahvaljujem Metki za čudovito kovinsko čipko, Branimirju za fotografijo in ta ideja, da z mariborskimi tudi siceršnjimi slikarji delam ovitke knjig, mi bo vedno. In tudi naslednjo že imam urejeno s tem v zvezi. Torej, predzadnje je bil Zmago Jeraj, njegove zadeve, potem je bil Marko Jakše, mi je dal ene stvari, Oto Rimele je tudi bil, Frances Lana, Stojan Graf je tukaj, Stojan nekje. Teda v bistvu jaz so z Vojkom Pogačarjem. Skratka, vedno imam željo, da naredim naslovnico, da povežem s slikarji to. Ja. Zdaj za konec ta odlomek. Problem naglice, v kateri živimo, je, da njenega bistva, da se je težko, večje črke, naslednjič za našo generacijo že. Problem naglice, v kateri živimo, je, da se je težko posvetiti eni sami zadevi, osredotočeno vztrajati na sledi do njenega bistva in pri tem odriniti od sebe vse nepomembno na poti do zadanega cilja. Sila izbir, pritisk možnosti, nasilje količine je tako veliko, da zlahka izgubljamo spred oči ključne cilje, zato nas trese in meče kot krogle v fliperju. Z nami se mogoče res poigrava kakšen nagajivi bogec, če pač že mora kje biti, samo da mu ni dolg čas. Ja, to je zelo značilno odlomek. Vse za sebe lahko rečem ta. Jaz nikoli nisem zmogel biti fokusiran eno zadevo, da je bil strokovnjak za nekaj. Danes si ceni v kapitalizmu, si super specialist za neko zadevo in iz tega se dela in uspešne karijere in denarne nagrade. Mislim, to je, ne vem, to je moje najbrž značajsko prekletstvo, večjo pravilnost, res dosti stvari, posod malo nekaj, ne? Tako da si tam prej rekla, potem je pa hitro, ali neha veseliti, ali nimam dovolj volje in osebno se težko posvetim
nečem. Zato je najbrž za take tipe, kot sem jaz, najboljše pisanje, ker je vse razpršeno, odprto, pa je lahko to in drugače, ampak v fiktivnem svetu. Sicer pa je ravno to, ne, ceni se pa res to, kar mi ni dano in najbrž tudi ne bo dano, da bi pa v neki stvari bil dober lektor, dober kantautor, dober, ne vem, pesnik, dober, ne vem, profesor, vse po malem, ne, to je tisto, kar je mogoče tudi v tem odlomku, ki se nadaljuje, malo intimno razmišljeno v sebi, tako malo. Jaz pravzaprav se seveda skozi vse, kar počneš, objavljaš, pripoveduješ, se ta razpršenost, ki nas vse na nek način pač prehiteva po svoje, tako kot si rekel, ja, ti zaradi tega, ker te toliko stvari zanima, imaš mogoče to razpršenost še večjo. Ampak kar se mi je zdelo, pa se mi je, da vseeno imaš neko željo, kot jo imamo najbrž vsi po osredotočenosti in da jo mogoče iščeš v tem, ko želiš pisati poezijo. Ko si tudi rekel, pravzaprav ne bom pisal več dnevnikov, pisal bom literaturo. Je to iskanje osredotočenosti? Ja, poezija, nekaj esejev, pa poezija, to dvoje nikoli, pa ne bo roman, to že zdaj vem, da tu so zametki kratkih zgodb, to sem pozabil, da so kratke zgodbe, no, ne med drugim. Ampak roman, tako da poezija, uporaba jezika, drugotne namene, funkcionalne in pa kakšna esejistika, to bo mogoče v tem. Pač pa vedno kaj novega pride, tako da vrt recimo, ne pa kaj je še takih stvari, ki se potem na določena leta pojavijo kot fokusirane v redkice. No, zdaj ne bi rekli, zdaj bolj v stični Ohrod je super zdaj, če imate doma, to drži sneg. Nisva omenila teh lokacij, ne? Tirševa pa Studenci. Ja, skratka, to je to, ja. Mogoče še vprašava kaj? Ja, najbrž. Pa če dijake vprašaš, ponavadi reču najprej, če lahko je na stranišče. Kak komentar? Ne bojo, jaz bi samo mogoče še oglaševal, dovoli. Izvoli. Tako, torej, namesto da oglašuje Dušan, ti boš svoje, tam so zadeve na razpolago, zunaj pa so na ene starejše knjige, ki so išle vse v zadnjem letu, so zunaj. Torej, na razpolago so na prostovoljne prispevke, tako od cerkve, imate eno režico, pa če hočete, date, tako kot, no, ker se Sedmak pišemo 7 gor, recimo, ne, do 10. Ampak dajmo reči tako, da izvolite zadnje knjige poezije, so ene 3, pa prvi in drugi del te trilogije na prostovoljne prispevke. Mislim, da bo Alenka gledala, če bo kdo šel, pa ne, da bi karkoli nadvrgal, ne? Tako da... Ova knjiga pa je na fiksno celo. Ta je pa fiksna, pa še, ampak je tudi... S popustom. S popustom, ne? S čimer kršimo zakon. Ja. Jaz ga ne, ker prostovoljni prispevki so v bistvu dopuščeni. Vse veste, da cerkev funkcionira na ta način, ne? Hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli. Kaj pa, če bi kdo kaj vprašal? Uja je pripravila vegetarijanski prigrizek, lahko vam tudi razloži, kaj je v njem. Jaz sem prinesel nekaj odličnega terana, nekateri med vami vejo, da je odličen. Tu zunaj tudi knjižnica je poskrbela za kozarce in tudi belo vino lahko primerjate, kaj boljše. Tako da jaz bom povabil prvi, naslednja bo pa najbrž zaključila in povabila tudi draga Jerneja, ki se zahvaljujem za to najeno srečanje in za čas, ki ga je posvetila. In sploh hvala, da ste prišli in se vidimo zunaj, a pa tu. Res je, hvala vsem. Potem pa premaknimo vprašanja pa pogovore kar ven, ne? Če se strinjate.